Dragi udeleženci, pozdravljeni na spletnem seminarju Podpora sodelovanju za učinkovito planiranje. Seminar sodi v ciklus 5 seminarjev, ki jih bomo izvedli v maju in juniju letos, da bomo s tem lažje pričakali forum poslovne analitike. Forum bo letos izjemoma v septembru, in sicer 22. septembra v Ljubljani. Na seminarju lahko aktivno sodelujete z vprašanji, ki jih zastavljate v kanalih Q&A in chat. Na vprašanja bomo sproti odgovarjali, kar pa bo ostalo neodgovorjeno, vam predavatelj odgovori po zaključku seminarja. Danes je z nami Jernej Kosič. Jernej se najraje ukvarja z rešitvami, ki ljudem sprostijo čas za ukvarjanje z vsebino svojega posla. Po 10 letih vodenja in sodelovanja v mednarodnih ekipah za operativno odličnost, sedaj vodi BI in CRM ekipo v Business Solutions. Najraje vidi, kako pravi koraki, tudi če so majhni, sestavljajo prave zgodbe. Business Solutions, veliki partner foruma poslovne analitike, ima sedež v Solkanu in je Microsoft partner. So agilna ekipa z več kot 70 zaposlenimi. Business Solutions postavlja v spredje dejavnosti za posluh naročnika, kar potrjuje več kot 400 implementacij poslovno-informacijskih rešitev v zadnjih 20 letih. Osredotočajo se na celovito kakovost, od dizajna in funkcionalnosti do uvedbe in podpore uporabnikom. V BI oddelku skrbijo tako za analitične rešitve, kot za podatkovna skladišča in napredna orodja za korporativno upravljanje. Jernej, sedaj te pa vabim, da prevzameš zaslon. Živijo, hvala Peter za lep uvod. Kot že omenjeno, sem Jernej Kosič, prihajam iz podjetja Business Solutions iz Solkana in z veseljem se udeležujemo takih dogodkov, ko je danes v organizaciji Planet GV-ja, tudi seveda foruma poslovne analitike letos jeseni, predvsem z namenom deljenja dobrih praks. Kar smo v naši 20-letni zgodovini delovanja opazili, je, da predvsem dobre prakse recimo pripomorejo k zelo uspešnim implementacijam. Del tega, zakaj je to toliko pomembno, so tudi spremembe na IT področju, recimo nekje v zadnjih 5-10 letih, kjer smo prišli iz ponujanja produktov, kjer so se potem stranke dostikrat mogle same znajti, nažalost, tem, kar smo ponujali na ponujanje dejansko rešitev, se pravi ne samo neka tehnični produkt, ampak tudi kako se povezuje to v procese in kakšne so dobre prakse uporabe, in s tem namenom danes sodelujemo ravno na tem webinarju. Glavna tema danes bo podpora sodelovanju za učinkovito planiranje, tukaj govorimo o poslovnem planiranju, finančno, budgeting, forecasting in podobno. Nekako bomo šli pa skozi 4 poglavja. Eno so pregled osnovnih procesov poslovnega planiranja, res na grobo, ne bomo preveč teoretizirali, upam. Primer na planiranje tržne napovedi, forecasting, bomo dejansko na primeru pogledali, kako si lahko pomagamo tle z orodji za sodelovanje in poročanje, ki so kar pogoste že v dosti podjetjih in je mogoče samo potrebno malo kreativnosti za izvedbo nekega olajšanega sodelovanja pri planiranju. Pol pa še pogledamo v planiranju v večjih organizacijah s corporate performance management oziroma enterprise performance management orodji, ki so namenjena predvsem večjim kompleksnejšim organizacijam. Se pravi, nekako osnovni tipi procesi poslovnega planiranja so lahko rečemo finančno planiranje za neke dolgoročne strateške plane profitabilnosti podjetja, budgeting, planiranje proračuna za obdobni letni plani prihodkov in odhodkov, tržne napovedi, forecasting, se pravi, tle lahko štejemo noter tudi napovedi prodaje, ki lahko gledamo potem po produktih, produktnih linijah, tržiščih, poslovnih enotah, planiranje proizvodnje seveda, glede na kapacitete proizvodnje, izkoriščenost proizvodnje, planiranje kadrov. To je sigurno zelo poenostavljen pogled na planiranje, poslovno planiranje, to je kar kompleksen proces vse skupaj, ampak že tle vidimo, da je kar se nabere ena lepa količina točk, ki lahko predstavljajo možnosti za izboljšave. Kako se skupaj
izgleda po korakih, je večinoma pri vsakih planih prvo postavimo cilje, to so želeni cilji podjetja, naj bi bili smart, se pravi specifični, merljivi, dosegljivi in omejeni s časom, se pravi, da vemo, kaj merimo, kako merimo, in lahko gledamo potem kvalitativne, kvantitativne cilje, da se bomo predvsem na kvantitativne osredotočili, se pravi količino prodaje, znesek prodaje, ki ga želimo doseči. Ko imamo cilje, predpostavke nekako postavljene, zajamemo podatke za preteklo stanje, trenutno stanje, mogoče stanje na trgu, analiziramo podatke, se pravi, lahko pogledamo trende prodaje specifičnega produkta, trendi trga, poznavanje konkurence, poznavanje dogajanja na tržišču, se pravi, se bo dvigovalo, se bo širilo področje ali ne. Postavitev plana, zdaj še posebej tle ta korak pred analizo, dodelavo in postavitvijo tle, kar kompleksno vse skupaj, kjer potem lahko postavimo na primer prodajni plan po produktnih linijah za neko obdobje, plan stroškov in investicij, plan proizvodnje in seveda spremljanje plana, ki nam potem gledamo, kako gre realizacija plana, analiziramo dogajanje in generiramo neke uvide, insighte, ki nam potem pomagajo za postavitev novih ciljev in vse skupaj se potem ponovi. Zdaj, kot pri Business Solutions, kot ponudniki informacijskih rešitev, seveda gledamo tudi, katera orodja tle nam pomagajo, se pravi, recimo za postavitev ciljev imamo že namenski planski sisteme, pa analitične sisteme, ki nam pripomorejo lahko, finančni sistemi za zajem podatkov, oziroma podatkov potem zajamemo iz finančnih sistemov, lahko jih kupimo, lahko jih dobimo drugače o trgu, kaj se dogaja, lahko gremo na internet, se pravi, malo spremljamo dogajanje, pa lahko tudi podatki konec koncev proizvodnih sistemov, če planiramo proizvodnjo. Seveda so samo nekateri. Pri analizi predvsem analitični sistemi in tukaj treba malo ločiti sisteme za poročanje in analitične sisteme. Vseeno analitični so namenjeni bolj neki generaciji uvidov, insightov, poročanje pa samo v nekem prikazu poročil. So potem tukaj analitični sistemi, predvsem pridejo v igro za postavitev plana, seveda planski sistemi, analitični sistemi in mogoče celo neke deljene datoteke na skupnih diskih, kamor vnašate plane, v Excel in podobno, potem pa za spremljanje spet planski pa analitični sistemi. Zdaj, to so striktno orodja, ki so lahko razna, kot vidite, kakšnega sem sigurno izpustil, tako za osnovo. V centru vsega skupaj pa nekako so pa seveda ekipa, ljudje vašega podjetja s svojimi kompetencami, izkušnjami in seveda s sodelovanjem in komunikacijo. Kar se bomo danes osredotočili, je predvsem ta del tle, se pravi, kako lahko sodobnimi sistemi olajšamo sodelovanje in komunikacijo in sprostimo nekaj časa za ukvarjanje rajše z vsebino, kot pa z sestavljanjem planov in Excelov in iskanjem, kaj je zadnje in kaj ni. Tako da tle bi vas mogoče prosil za začetek, če lahko prisotni to anketo poklikate, ki se bo zdaj pojavila na vašem ekranu, se pravi, kako komunicirate med planiranjem. Je to komunikacija preko e-pošte, preko telefona, so sestanki, kako največ, glavni kanal, tako da znam malo tudi prilagoditi potem mogoče današnjo vsebino, če lahko anketo imate zdaj na ekranu, če lahko poklikate, pa da vidimo, kakšna je publika danes. Rezultati so tukaj, se pravi, večinoma se uporablja sestanke, kar konec koncev je pravilno, se usklajuje zadeve in še vedno precej je e-pošto. Prihajajo tudi digitalne klepetalnice, nekateri pa še ne planirate. Tako da predvsem v tem prvem delu, mogoče, ki je izkoriščanje, kar že obstaja, se bom pokazal, kako dejansko lahko tudi digitalne klepetalnice, MS Teams, Skype pomagajo in kako mogoče lahko začnete planirati. Definitivno so pa to zelo pogosti, najpogosti odgovori, tako da je kar znano vse skupaj. Se pravi, če vzamemo primer planiranja neke tržne napovedi, forecastinga, ponavadi v tržno napovedovanje prodaje
sodelujejo neki oddelki oziroma kompetence in funkcije. Zakaj pravim oddelki, kompetence, funkcije? Ker pač v večjih firmah seveda ima celo oddelke, ki se ukvarjajo s tem in s planiranjem, in s financami in s prodajo. Manjša podjetja ponovadi imajo eno osebo, ki lahko celo pokrije vse to tle. Tako da gremo bolj iz vidika kompetenc. In kako je nekako normalno poteka zadeva, je, da vodstvo poda neko usmeritev in odobritev seveda planov, če so v redu. Administracija ponovadi zelo pomaga pri komunikaciji, konsolidaciji podatkov, se pravi zbiranju vseh različnih pohodov in komunikaciji. Potem imamo seveda finance, svojo vlogo, lahko kontrolinga, konsolidacije, vnašanje stroškov, analitiko za planiranje, BI oziroma poslovno inteligenco za razumevanje tržišča, razumevanje dogajanja, napovedovanja prihodnosti in s tem vplivanje na plane, trženje in prodajo. Seveda, če govorimo o trženju in napovedovanju oziroma prodaji s svojimi vpogledi, insighti na tržišče. Proizvodnjo seveda ne moramo planirati na česar ne moramo proizvesti, če se seveda ukvarjamo tudi s proizvodnjo. In kadrovska seveda, ki treba upoštevati kadrovanje in plače. Dostikrat so te funkcije lahko tudi pokrite strani 2 oseb ali pa 20 ali pa 200. Kako poteka komunikacija ponovadi, je pa tudi glede na anketo, ki smo videli prej, še posebej, če to malo bolj razdrobljeno podjetje, je, da vodstvo nekako sproži, no, te se naredimo pa mi planiranje in dostikrat je to e-mail, lahko je sestanek, kakorkoli že. Ni nujno, da gre prvo na finance, tle bomo vzeli samo ta primer, dostikrat pa je, finance potem sprožijo, pripravijo neke Excele, kamor se vnaša podatke, pošlje mail na vse oddelke, potem se začne pa medsebojna komunikacija, tudi se pravi med financami in analitiko, lahko med BI-jem in trženjem in prodajo, s proizvodnjo in kmalu postane vse skupaj tako. Torej, če delate predvsem z maili in z deljenjem datotek preko mailov, je verzij Excelov na koncu ogromno in mislim, da ste se že srečali z težavo, kako to spraviti na en kup. Večina firm, ki to dela, je uspešnih, še vedno plani pridejo, plani uspejo, je pa sam postopek kar pester, bomo rekli. Tako da se ukvarjamo potem s težavami, kjer je prava verzija plana, kako konsolidirati, kdo je za kateri oddelek, kateri produkt, katera je zadnja verzija, za kateri produkt, za katero tržišče. To je kompleksnost se kar veča cel čas. In se ekipe namesto z vsebino dejansko ukvarjajo z iskanjem verzij, konsolidacijo ali pa celo potem vnosom v sisteme. Tako da na ta del se bomo danes osredotočili, predvsem kako lahko olajšamo sodelovanje, komunikacijo in da sprostimo nekaj tega časa za ukvarjanje z vsebino. Rezultat, cilje, ponovadi se jih postavi normalno, če se veže planirati treba, cilji naj bi bili smart, se pravi specifični, merljivi, dosegljivi, realistični in seveda v nekem časovnem okvirju, kvartal, leto, kakorkoli. Dejansko vedno, kljub temu, da se planira preko mailov, preko Excelov in to naporno in frustrirano in polno frustracij, je tržna napoved obstaja. Prodajo ste planirali, vam je uspela, kar je super. Pridejo pa še neke druge zadeve ven in ta prva stvar je večinoma, ko se zaključi postopek planiranja, z večino ljudi, ki sem sodeloval, je ne omenjaj mi tega več, tega nočem slišati nikoli več v življenju. Potem gre nekako malo to mimo, ljudje se potolažijo, pozabijo, potlačijo celo podzavest. In spet seveda pride konec leta in je treba ponovno planirati in se ponovijo iste zadeve. Tako je teh 6 do 9 mesecev ponovadi pusti dovolj prostora, da pozabijo, da mogoče bo treba pa ta proces malo poštimati, ni pa nujno, še meri dostikrat živi od zadaj in je treba to urediti. Tako da predvsem se bomo s tem delom ukvarjali, kako lahko olajšamo z mogoče že nekaterimi zadevami, ki jih imate. Tako da naslednja stvar, ki bo sprosil spet sodelujoče, je ena anketa, se vam bo pojavila pred vami in sicer kako sodelujete na plani, se pravi, kako delite informacije ali pošiljate datoteke preko maila, ali imate to neke skupne rabe, se pravi, je to disk nek skupen, ali celo napredne skupne rabe, ki lahko sodelujete na isti tabelci hkrati, imate namenska planska orodja celo, karkoli drugega, oziroma pač, če ne planirate še lahko se tukaj, oziroma boste dobili verjetno kakšno inspiracijo.
Tako da prosim, če si vzamete malo časa, pa pogledamo, kako danes delujete in kako lahko premaknemo to naprej, da malo olajša življenje. Super. Več ali manj sem zadev, tisto je pošto, še vedno ostaja, tako kot je bilo, precej komunikacije, vedno več se rabi datoteke v skupni rabi, kar je super, to je že bistveno boljše, še posebej ta del, kjer lahko več ljudi hkrati vnaša v eno datoteko, to je že en napredek, ki precej olajša zadeve, se pravi, da imate nekako eno verzijo, plus ima še neke dodatne točke verzioniranja, ki bom bolj pokazal. Namenska planska orodja so pa sploh odlična stvar, tako da se kar lepo razporedi, predvsem veseli ta del, da se vedno več uporablja to deljenje datotek namesto pošiljanja po mailih, tako da kar nadaljujemo in gremo kar na primer, se pravi, kako si lahko pomagate z orodji za sodelovanje in poročanje. Jaz bom danes pokazal primer Microsoft Teams in Microsoft Power BI, kako si lahko s tem pomagate, seveda so pa tudi kakšna druga orodja, ki lahko pomagajo na ta način. Tako da bom kar pokazal en demo lepo. Se pravi, Teams je eno tako orodje, ko ga vidite zdaj na ekranu, upam. Kar omogoča je ustvarjanje dejansko ekip. Se pravi, jaz sem za današnji primer specifično sem naredil eno ekipo, planiranje, kjer sem dodal noter tiste sodelavce, ki bojo sodelovali na planiranju. Se pravi, že tle lahko omejite, ne da ljudje ne bi smeli videti plana, ampak zakaj bi jih obremenjevali z nečim, s čim se dejansko ne ukvarjajo. In kar omogočajo že Teamsi sami po sebi so dve zadevi. Če imate orodje, kot je Power BI analitika, ga lahko kar noter v Teamse že dodate, se pravi, imate že takoj pri roki v eni aplikaciji tudi poročila. In to je recimo eno zelo osnovno, enostavno poročilo o planih in doseganju planov. Imate pa tudi datoteke, se pravi SharePoint, ki ste prej omenili, nekateri so kar noter že lahko, direktno v Teamsih. Dodatno pa komunikacija dejansko poteka direktno v Teamsih, se pravi, lahko se namensko točno o tem pogovarjate. In tukaj vidimo, da je že isto opazil, recimo v tem primeru, da se z dvemi produkti nekaj zanimivega dogaja in me prosil, če preverjam, je že napisal sporočilo, jaz zdaj lahko preveriti. To je zdaj Power BI orodje, se pravi zelo interaktivno, karkoli klikne se prilagodi, vse poglede, če niste še videli, tako da lahko zelo hitro se odločim, da me zanima pravi istok, da moram pogledati Polaris in na Vivo, dobro. Se pravi, če kliknem na Polaris, tole modro, mi pokaže, kaj se je dogajalo letos in že vidim to čudno stvar, ki ni najbolj v redu. Mi pa tudi pokaže naslednje, se pravi, kar imam tle gor je lanska realizacija, letošnja realizacija in to je letna, se pravi sumarno, koliko skupno v tem letu do tega meseca prodam, rumeno je pa plan. Zdaj, če bi pogledal tukaj gor samo plan, sam po sebi sumarno je čisto v redu, ker je plan točno gor lepo na realizaciji letošnje, se pravi, nobenega posebnega problema, isto pa pravi, da nekaj ne štima. In že tukaj lahko vidim pri razporeditvi, koliko posamezen produkt predstavlja prodaje za eno leto, lahko vidim, da je res malo čudno, vse skupaj Polaris je precej manjši, mogoče biti večji, vem, da sem planiral to, da je večje. Vidim, da nekateri produkti se pojavljajo na novo, ki so bili prej zelo majhni, tako da nekaj se dogaja. In tle vidim tudi, kako se mi letos, v specifičnem letu, se pravi od januarja naprej, kako se dogaja z razporeditvijo, kolikšen delež skupne prodaje predstavlja Polaris in res vidim, da mi je od marca naprej ekstremno padlo. To je zelo ekstremen primer, redek primer, smo jih videli zdaj v teh zadnjih časih s COVID-om, nažalost, seveda, ampak sem ga namenoma naredil toliko ekstremnega, da res se vidi, kaj se dogaja. Tako da s Polarisom res nekaj ne štima. Če pa me zanima točno samo, kaj se s Polarisom dogaja, lahko kar takoj že pogledam, kaj je z njimi. Res vidim, da ta spodnji del predvsem pada delež, glede na to, da sem zbral celotnega, samo ta, ampak tle vidim, da je že aprila začel zaostajati za planom in maja smo že kar konkretno. Tukaj naprej je ista številka, zaradi tega, ker nimamo še junijskih podatkov, tako da gledamo samo do maja, res zaostaja že konkretno. Pogledamo, kaj se nam dogaja za Vivo. A Vivo je pa bistveno nad planom že marca je bila, aprila pa še toliko bolj. En primer bi lahko bil to, če bi prodajali sokove in razkužila v zadnjih mesecih,
nažalost sokovi so verjetno padli zaradi zaprte restauracije in tako dalje, razkožila pa iz očitnega razloga so se dvigali na zelo ekstremen primer, upamo, da jih bo čim manj takih. Enkrat na leto se ponovadi to gleda. Ker me zanima ne samo letna realizacija, ampak tudi po mestih specifično, lahko takoj pogledam tudi, kaj se mi dogaja po mestih in res vidim, da je specifična Aviva, filter se mi ohrani še odprej, res izjemno nad planom je. In če pogledam Polaris, vidimo, da je res izjemno pod planom. Tako da naslednja stvar, ki bi jo lahko naredil, je mogoče se pogovoril še kar direktno tle noter s kolegom, pa s kolegico, recimo Tine, vprašam. Se pravi, vprašam direktno tle noter. Sicer imam nastavljeno, da načeloma ne bi delovalo zdaj ravno zaradi tega tle, ampak to nadomesti zdaj že komunikacijo preko mailov. Kakšenkrat je še vedno treba preko mailov, da je seveda to formalno, ampak za hitro preverjanje lahko tudi direkt tle noter vprašamo. Pa dajmo predpostavljati, da bi Tina zdaj to preverila in da bi rekla, ja, to je pa res, trend se bo ohranil, potem se Tina pogovori še znotraj tega kar s proizvodnjo in nam omogoči, da res lahko toliko prodamo, več Avive, ki se nam je dvignila, pa toliko manj Polarisa in želimo plan popraviti. Spet, če je komunikacija preko mailov, preko Excelov, pošiljanja attachmentov in tako dalje, bi mail pomenil zdaj, mail attachment pošli kolegu, on popravi, pošlje nazaj, pošlje nekomu, ko vnese. Tukaj pa lahko dejansko, še posebej, če so manjše ekipe, kar direktno v te datoteki popravimo. Dajmo narediti en primer, se pravi, to je deljena datoteka in rečemo, dobro, naša Aviva, tle bo res pričakujemo izjemno podajo samo čez poletje, tako za primer, da se bo videlo izjemno, vidite, izjemna rast, kar je zelo redko, še posebej, če ni planiranje. Polaris pa bo ostal na nižjih nivojih čez poletje. Plan seveda popravljam samo za naprej, za nazaj, kar ne ostane isti, je pa to Excel s svojimi standardnimi funkcionalnostmi. Tako da samo lahko računam, kalkuliram, karkoli že. Če se vrnem zdaj na Power BI, ni dovolj to, da samo popravim, je treba še osvežiti podatke, je pa tudi, evo, Tina odgovorila zmenjeno. Se pravi, lahko gremo tudi na spletno stran, oziroma za osvežiti podatke je treba še en ročni korak, kjer se gre na spletno stran za Power BI in vidite, tle je popolnoma isti dashboard kot tisti, ki sem ga gledal prej v Teamsih, se pravi, to je ta, ki smo ga delili v Teamsih z namenom, da lahko komuniciramo. In rečem, prosim, osveži mi takoj podatke. To traja zdaj zelo na hitro narejeno, še posebej, ker je majhen obseg podatkov, večji obsegi trajajo več, je pa možno takoj dobiti, kaj se nam dogaja z vsem skupaj. Tako da, ko se je osvežilo, se lahko vrnemo v Teamse, osvežim zadevo. In vidim, da če grem pogledati na planiranje po mestih in izberemo Avivo, se je plan za naslednje mesece takoj že popravil. In če pogledam Polaris, je tudi spuščen. Kar to pomeni je, da imate zdaj, to je eno poročilo za vse, vsi, ki so v ekipi v Teamsih, imajo dostopno do poročila, do te datoteke in do komunikacije. In vsi vidijo to, ni treba prepošiljanja, vnašanja, to je že opravljeno. Dodatna stvar, ki jo imate s tem, ko delite Excelove datoteke po SharePointu oziroma po Teamsih, je to, da če imate to vklopljeno, se shranjujejo celo verzije. Se pravi, lahko greste recimo, da sem naredil prej napako, sem zamešal produkte, ni tako nerealno, sem jaz malo falil, Tina je pogledala moj graf in je rekla, nekaj ne štima. Lahko vrnem zadevo na prejšnje stanje, zelo na enostaven način. Grem samo na Excel, na datoteko, grem na info, rečem zgodovina sprememb in če pokažem zadnjo spremembo, vidim točno, kaj sem spremenil na zadnje in rečem, ne, to sem pa zgrešil, jaz pa hočem povrniti zadeve na prejšnje stanje in izberem Restore. Če bi zdaj osvežil spet podatke, bi se plani vrnili na prejšnje stanje direktno v živo. Tudi na datotekah lahko direktno, tako kot prej pri Power BI-ju, komunicirate direktno v Teamsih, se pravi, na ta Excel lahko spet začnem
tem primeru ne pokaže, normalno, ampak lahko začnem pogovor, evo je prišel, lahko začnem pogovor glede na to datoteko. Tako da to je en način, kako vam lahko že nekatera orodja, ki jih mogoče že imate, to so SharePoint, Teamsi pa Power BI, kako vam že lahko olajšajo, oziroma mogoče celo prvi koraki v planiranje bi to bili. Tako da toliko o tem načinu sodelovanja, če se vrnemo na prezentacijo. Imamo torej že pri takem načinu sodelovanja, ki je dokaj dostopen, bomo rekli, mogoče bistveno učinkovitejšo izrabo časa. Komunikacijo sem opravil noter, Excel sem popravil, tam osvežil sem podatke, vse v parih minutah, ko smo zdaj se tle pogovarjali. Manj napak, normalno z manj pošiljanja, kvalitetnejši podatki, kvalitetnejši plani, seveda, zaradi tega, ker je manj napak. Motivacija bistveno večja, se ni treba ukvarjati s sestavljanjem, konsolidacijo, je vse na enem mestu in ljudje se ukvarjajo res z vsebino na mestu z sestavljanjem podatkov. In to so vse storitve v oblaku, se pravi, ne potrebujete nekih posebnih strežnikov ali česarkoli, da bi to vzpostavili. Je dokaj enostavno vse skupaj. Če sem malo ustavil, tako da Peter, mogoče, če so kakšna vprašanja že zdaj, preden gremo naprej. Ja, hvala Jernej. Vprašanja, če pogledam samo sekundo. Vprašanje imamo in sicer, koliko dela je potrebno za vpeljavo rešitve s chatom? Ok. Se pravi, to, kar ste videli zdaj, če imate že recimo postavljeno Teamse, da imate že na razpolago SharePoint, da imate na razpolago Power BI, govorimo o stvari enega dneva skupaj z usklajevanjem z vsemi, če vse izgleda prav in vse dela v redu. Tako da je zelo enostavno. Če ne, je treba seveda še narediti poročila in vzpostaviti vse skupaj, ampak so to orodja, ki se tako uporabljajo v poslovni komunikaciji, sodelovanju, tako da ni nekega posebnega dela. Mogoče še kakšno vprašanje? Sekundico. Na tem trenutku ne. Ok, hvala za vprašanje, gremo naprej. Se pravi, naslednja stvar je pa planiranje v večjih organizacijah. Tudi to, kar ste videli prej, se lahko uporablja v večjih organizacijah, postane pa to število Excelov, če imamo več tržišč, več ljudi, kar glomazno in postane zahtevno, tako da v teh primerih recimo je potrebno po kakšnih drugih orodjih tudi poseči. Kdaj se to zgodi, če imamo podobno organizacijo kot prej, ampak potem imamo še razdeljene odgovornosti po tržiščih, po proizvodih in tako dalje, seveda je plan lahko za vsako tržišče posebej, za vsak proizvod posebej in kompleksnost se poveča. Imamo lahko še kompleksnejše organizacije, kjer imajo vsaka država, vsako tržišče svoje vodstvo z nekaterimi oddelki, manjša tržišča mogoče odgovarjajo direktno trženju in prodaji, na primer. In potem komunikacija tle postane še toliko kompleksnejša, tako da ti maili postanejo nekaj podobnega kot tole. Nepregledno morje še vedno uspe, zmeraj nam je uspelo, ampak potem, ko se že misli, da je konec, treba še nekaj popraviti, pa je še en par novih verzij tle okoli, tako da rata kar, ko je večja organizacija, to vse skupaj še toliko bolj kompleksno in tudi recimo potem vzdrževanje vsega skupaj bolj kompleksno in imamo zato namenska orodja. Predvsem se to zgodi pač, ker je večje število planerjev, odgovornosti so posamezne produktne linije za tržišča ali pa kompleksne odobritve tudi, se pravi, mora iti plan iz financ v vodstvo lokalno, pa gre v vodstvo ta glavno, pa zavrne, pa gre nazaj in tako dalje. Tako da postane skupaj kar kompleksno. Tle v teh primerih poznamo naprednejše sisteme za analitiko, lahko začnemo kar s podatkovnimi skladišči. V osnovi so namenjeni temu, da potegnejo podatke iz več virov, podobno kot prej, ste videli Power BI, predelajo vire in dajo na razpolago v eno bazo oziroma podatkovno skladišče, do katere potem dostopamo preko Excela, preko Power BI, spet delamo lahko analitiko. Prednosti imajo predvsem pa pri tem, da imamo prednastavljene izračune in poročila, se pravi, pri teh kompleksnih organizacijah se lahko že vnaprej nastavi zadeve, kako izgledajo veliki volumni podatkov, to je lahko več držav, lahko uporabljajo celo vsaka svoj sistem, ki ga je treba potem prilagoditi. Pregledamo lahko točno zgodovinsko stanje, se pravi neko spremembo teritorija,
podatkovno skladišče ohrani, medtem ko transakcijski sistemi dostikrat to povozijo. Konsolidacija podatkov, se pravi, če imamo več podjetij, še posebej, če to več sistemov, več lokacij zaloge, podatkovno skladišče to vloži vse na en kos, se pravi, z Excelom to dela je bilo kar pestra stvar, bomo rekli, zahtevnejši izračuni, se pravi, če imate neko delitev prodaja, pa lokacije stroškov po ključih, koliko odstotkov gre na posamezno stroškovno mesto, ali pa recimo P&L izračune, dobički, izkazi podjetja, to so kompleksni izračuni, ki upoštevajo ne samo prodajo, tudi stroške, investicije, proizvodnjo, komplet vse, da se stavi skupaj. Agilnost, seveda, se pravi, ti sistemi, glede na to, da so kompleksnejši, še vedno so sodobni sistemi in analitična orodja, da nas omogočajo hitro in enostavno prilagajanje vašemu pač trgu poslu, kako se spreminja. Recimo, ta zakonodaja, ki so bile zdaj spremembe, bi se lahko zelo hitro podatkovno skladišče prilagodilo, da ustrezno deluje, brez nekih kompleksnih del. In pa tudi tle imamo možnost storitve v oblaku, se pravi, lahko v oblaku postavite, ne potrebujete svojih strežnikov. Še en korak naprej od podatkovnih skladišč, ki imajo za vmesnike Excel, ponovadi ali kaj podobnega, so pa CPM orodja, se pravi Corporate Performance Management. Razlika med njimi in podatkovnimi skladišči je predvsem, da vzamejo to, kar je že dobra praksa po svetu, planiranje finančno, stroškovno, prihodkovno in tako dalje, in postavijo že v neke formate. Se pravi, so osnovane na najboljših praksah, jih je pa še vedno možno konfigurirati in nastaviti oziroma potrebno za vaše potrebe. To je ena stvar. Potem zagotovo so to omogočajo učinkovito enotno spremljanje, to je ena resnica, podobno kot prej, kar ste videli, so enotni sistemi, enotna poročila, enotni pregledi, vsi dostopajo do česarkoli želijo. Že v svoji osnovi CPM sistemi bistveno lažje omogočajo omejevanje dostopov samo do potrebnih podatkov. Naprimer, če želim, da marketing vidi vse svoje stroške, ampak da lahko planira samo administracijo ali pa najem prostorov, je to enostavno uvesti. In pa seveda tudi, če nekdo planira samo neko znamko, nek oddelek, nek produkt, ima dostop samo do tega. Takoj se preveri, kaj če scenarije na velikem obsegu. Se pravi, če se poveča, tako kot prej, prodaja enega produkta in zmanjša drugega, ti sistemi že avtomatsko preračunajo vse do vrha, do poslovnega izkaza, do vpliva na profitabilnost podjetja. Se zelo hitro vidi, kaj se zgodi praktično v sekundah. Bom pokazal malo kasneje. Verzioniranje planov, podobno kot prej poskušate, kaj se zgodi, pa vrnemo nazaj, pa rečemo, to je budget, to je forecast, brez nobenega problema, imamo že to prenastavljeno. Hierarhijo odobritev, se pravi, če gre iz trženja v vodstvo države, vodstvo skupno, se da vse nastaviti lepo, spet pa možnost storitve v oblaku, se pravi, brez potrebe po infrastrukturi. Tako da bom šel kar na primer, spet takega malo kompleksnejšega sistema. V našem primeru je to Kepion sistem za, se pravi, Kepion Corporate Performance Management. To bo zdaj sekundo, malo omakniti, ja. In ponovadi, kar nastavimo, je neka osnovna poročila, to je res en osnoven primer, zelo enostaven, zelo hitro primer bom pokazal, tako da boste videli, zakaj se gre. Recimo, če pogledamo, nastavimo neka poročila za vodstvo in v tem primeru je to prvo, ko ga vidimo, je nek kompleten poslovni izkaz skupaj z prihodki od prodaje, s popusti, to so recimo enote so v 100.000 v tem primeru, seveda se da nastavljati to tle, koliko nas stane, se pravi COGS, kompletni COGS preračun, koliko je dobiček, odstotek dobička, se pravi kompletni izkaz podjetja do obdavčitve in do, se pravi, neto prihodka podjetja po meseci za specifičen. Lahko seveda nastavljamo posamezna fiskalna leta, lahko gledamo, ali je to budget, ali je to forecast, lahko celotna organizacija damo, gledamo eno primer, recimo na Severno in Južno Ameriko, pa Azijo in Pacifik, ampak to se seveda lahko tudi naša tržišča in različna hierarhija podjetij in se tudi vidi, je roll-up računanje do vrha, se pravi, lahko gledate posamezen element ali pa vse skupaj. Kako zadeva deluje, recimo, če želite potem planirati prihodke, podobno kot smo imeli prej,
recimo, da imam za fiskalno leto 20 budžet za ZDA, naprimer, se mi je za Avivo, tisto kot prej, spomnite, se mi je namesto 3% rasti glede na prejšnje leto, se mi bo to, bom pretiraval namenoma, tudi tam sem, dvignilo na 300%. Dela podobno kot Excel, ste videli, ker potegnem celice, lahko formule uporabljam in tudi omejitve so vnosa. Kar je rumeno, samo kar je rumeno lahko jaz vnašam, drugo ne. In glede na mojo vlogo je to dovolj. Za Avivo lahko popravim samo ta del. Takoj, ko posodobim, se preračunajo prihodki, stroški, ki so vezani, se pravi za vsak, celo SKU za Avivo lahko nastavimo, če imate, odvisno, ki imate, koliko so stroški za posamezen SKU za Avivo, lahko nastavimo preračunane stroške in rečemo, koliko je osnovni strošek, koliko je osnovna cena, koliko je celotni strošek potem za ta produkt glede na mesece celo. Tako da takoj, ko popravim tukaj, osvežim, se vsi preračuni potegnejo glede na nastavitve in se tudi poznajo takoj na izkazu podjetja. Se pravi, vidimo tle, kar je zeleno, pomeni višje, ne nujno boljše, samo višje. Višji stroški niso mogoče boljši, ali pa so, če so planirani. Vidimo, da se nam je prodaja dvignila in to takoj. Hkrati pa tudi dobičkonosnost je pa, vsaj v odstotkih, je padla, ker je izgleda Aviva stroškovno večja za proizvodnjo. Seveda, daleč od tega, da prodaja edina stvar, ki vpliva na plan, lahko tudi stroške planiramo. Pravi, če bi želeli recimo planirati stroške, imamo eno tako preglednico, ki nam kaže, koliko so naše operativne stroški, se pravi, to so razne od zavarovanj do najema in tako dalje in tako naprej. In recimo, en primer, jaz sem tle v vlogi marketinga, da se nam zaradi večje prodaje Avive poveča administracija. Se pravi, bi šel jaz tle na bottom-up budgeting in rečem, ok, jaz sem v marketingu, spet bom pretiraval namenoma, zaradi tega, da se lepo vidi. V juniju, juliju in avgustu sem bo zaradi toliko večje prodaje tudi toliko povečala administracija oziroma neki splošni stroški. Spet za marketing, za fiskalno leto, po budžetu govorimo in za ZDA. To lahko za katerokoli enoto delamo. Če posodobim zadevo, se mi seveda takoj preračuna ta del tukaj. Na enem nivoju višje kaže sicer zeleno, čeprav v tem primeru mogoče ni dobro, da imamo više stroške, pa ja, se prodaja višja konec koncev, mi pokaže na en nivo višje, kako vpliva to na stroške in kateri stroški so se spremenili za marketing, na primer. In če grem na celoten izkaz, spet mi pokaže pa, da sicer ja, so se povišali stroški, to je zeleno, zaradi tega, ker so se povišali, je pa tudi seveda potem sam dobiček, obdavčitev in prihodki so pa celo padli zaradi teh stroškov povezanih. Tako da nam take rešitve, kot je Kepion ali pa CPM rešitve nasploh, so komplet povezane. Vsi izračuni grejo od dna do vrha in povsod imate omejitev dostopa, se pravi, ljudje vidijo samo produkte, samo entitete, za katere so zadolženi, neka tržišča, neke produktne linije, ali pa celo samo za stroške, kot v tem primeru vidite, sem lahko samo v marketingu popravljal samo te stroške, ostalo imam pa na pregled, da vem, koliko je. Zadeva deluje spet podobno kot Excel, undo, reši vse v tem primeru, tako da recimo lahko vrnem na prejšnje stanje zelo hitro. Spet tukaj ne bomo kaj pokvarili do naprej. Rečem na 3%, popravimo nazaj, vrnemo na prejšnje stanje. Prvo je padlo, da je ostalo isto in seveda se nam potem tudi izkaz povrne na začetno stanje. Tako da to, kar ste zdaj videli, so pa neki kompleksnejši sistemi, se pravi, ki se nastavijo že vnaprej, glede na vašo strukturo, vaše tržišče, vaše pravice in potem ljudje vnašajo samo tiste zadeve, ki so seveda za njih. Vmesniki so pa lahko tudi Power BI analitika oziroma poročila se obesijo od tle gor. To je, kar se takih bolj naprednih sistemov tiče. Tako da, kar bi predvsem želel, da danes odnesete od tega webinarja, je to, da orodja za podporo planiranju obstajajo. Niste edini, če imate težave s tem, niste edini, ne se sekirati, dosti je takih, dosti nas je takih. Obstajajo rešitve,
tako da dajte se samo preveriti, katera bi vam najbolj ustrezala. Preverite obstoječe interne zmožnosti. Prej ste videli SharePoint in Teams. Če imate že to uvedeno in Power BI, če imate že to uvedeno, čisto možno je samo stvar par klikov in vam bo že bistveno olajšalo vse skupaj in komunikacijo in uvajanje planov. Boljša podpora pri procesom planiranja je učinkovitejše delo, hitrejše prilagajanje. Se pravi, namesto da se ukvarjate z sestavljanjem vsega, se ukvarjate z vsebino podatkov, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in se hitreje lahko reagira, tako da se ukvarjate z vsebino. In tudi v obeh primerih ste videli nek popravek, takoj se vidi, lahko že sami pogledate, kaj se bo zgodilo, če se to zgodi na tak in tak način, če se ti stroški povečajo, če se ta prodaja poveča, je takojšnji. Lahko imate to pri roki. In orodja za podporo planiranju so agilna in so po meri vašega posla. Se pravi, ni važno, ali imate manjšo trgovino, ali imate proizvodnjo, ali pa imate neko večjo korporacijo, orodja, rešitve obstajajo in z veseljem pri Business Solutions seveda ponudimo pomoč pri izbiri te pravega in tudi pri upeljavi potem seveda. Tako da predno končamo še mogoče vprašanja. Peter, so še kakšne vprašanja? Ja, zdaj prav v bistvu za na konc, ko si predstavil naprednejšo rešitev, je pa eno od vprašanj, kakšna je tipična organizacija, ki se pa pol odloči za naprednejše rešitve, kjer te enostavne rešitve, kot si jih prikazal, recimo za uporabo Teamsov, morda niso zadosti, ne? Ponavadi je taka organizacija, predvsem, ko pridemo do tega, da je ali je več tržišč, ali je več podjetij celo med sabo povezanih, lahko tudi tehnična omejitev, če je več sistemov finančnih, iz katerih se to dela, potem je tle konsolidacija in ko pridemo nekako do konsolidacije podatkov, tle je ta neka meja med enostavnejšimi in bolj naprednejšimi sistemi, ki se zaradi konsolidacije se toliko splača uvesti en bolj napreden sistem, da prihani čas namesto pač vzdrževanja nekih Excelov in komunikacij. Tako da nekako več tržišč, več produktov, ko imate konsolidacijo podatkov, je to nek tak pokazatelj, da je treba iti v to smer. Vprašanje je bilo še eno vezano na temo podatkovnih skladišč. Ja. In kakšna je obremenitev organizacije pri upeljavi nekega podatkovnega skladišča? Predvsem je tam največ dela nekako je za razumevanje potreb in podatkov in poslovnih procesov. Se pravi, tle je največja obremenitev v tem. Če se izvaja podatkovno skladišče, je treba zelo natančno razumeti, kje se nahajajo podatki, v kakšni obliki so zdaj. Dva ekstremna primera, ali so to podatki v papirnati obliki po škatlah, jih je treba še poskenirati in digitalizirati, ali so to že neke podatkovne baze z jasnimi podatki, ki dajo lahko takoj rezultate. Je tle bistvena razlika, je pa tle največ, pravi razumevanje poslovnih procesov in povezanih podatkov, da potem zagotovimo cilje, recimo pri postavitvi podatkovnega skladišča. Tako da zgleda tudi, da je možno, da ni vprašanj, in če je tako, potem bi se vam najlepše zahvalil za sodelovanje danes. Seveda stopite v kontakt z nami, če želite izvedeti več, z veseljem razložimo, preverimo vašo situacijo in vam pomagamo v teh primerih, predvsem pa mogoče upam, da vam je danes vsaj kakšno idejo dalo za lažje delo za naprej in bolj učinkovito delo za naprej. Če je to, potem pa najlepša hvala in lep vikend seveda. Jernej, hvala lepa. S tem smo tudi izčrpali vprašanja. Najlepše se zahvaljujem Jerneju za današnje predavanje, podpora sodelovanju za učinkovito planiranje. Jernej je vodja CRM in BI ekipe v podjetju Business Solutions. Hvala, Jernej. Naslednjim seminarjem bo 5. junij ob 11. Z nami bo strokovnjak iz B2 BI, vsebina in pa vabilo sledi v kratkem. Hvala za današnjo udeležbo. Želim vam lep konec tedna in spremljajte nas še naprej na družbenih omrežjih in na spletni strani Foruma poslovne analitike. Lep konec tedna vam želim.